V okviru otroškega in mladinskega leposlovja je ilustracija še posebej pomembna. Mladinska knjiga že ves čas svojega obstoja sodeluje z izjemnimi ilustratorkami in ilustratorji in mladimi talenti, ki bodo polnili zakladnico ilustriranih knjig tudi v prihodnosti. Skrbno izbiramo tudi ilustrirano prevodno leposlovje. Iz otroštva se spomnimo, kako močan vtis je na nas naredila slikanica in zato je kakovostna ilustracija še posebej pomembna. Vsebine, ki jih kot otroci skozi slikanice spoznavamo, ostanejo z nami za celo življenje. Branje besedila in branje podob je enako pomembno. V slikanicah se besedilo in ilustracija združita v nerazdružljivo celoto. Raznolike ilustrirane knjige, stripi in slikanice so za otroke prve male galerije in prvi stik z likovno umetnostjo. Z njimi si bogatijo svoj doživljajski svet, spodbujajo jih k razmišljanju, pogovoru, pridobivajo nova spoznanja ter so hkrati tudi v sprostitev in veselje. Za otroka je branje skupaj z odraslim užitek. Zato je pomembno, da se tudi likovne tehnike in pristopi razlikujejo med seboj, kot je tudi raznolik svet okoli nas, ki ga skozi slikanice spoznavamo in nam tako vzbudijo raznolika občutja ter nam odpirajo svetove čudežnega, pravljičnega in resničnega. Vrzel, ki nastane med ilustracijo in besedilom, zapolnjuje bralčeva domišljija, otrokova domišljija. Ena izmed ilustriranih knjig, ki nam je močno ostala v spominu, je Moj prijatelj Piki Jakob Kajeta Nakoviča. Dosegla je številne ponatise in je aktualna še danes. Naslednje leto praznujemo 50-letnico od prvega izida. Ilustracije Jelke Reichman nagovarjajo z izčiščenimi prizori, kjer plišastega medvedka največkrat nariše čez cel format, nam ga približa in njegove oči zrejo v nas vedno z drugačnim izrazom. Na ta način Piki oživi, z njim sočustvujemo in se z njim veselimo. Kajeta Nakovič in Jelka Reichman sta bila ena izmed prvih slikaniških tandemov. Ni vedno tako, da ilustrator in avtor sodelujeta od samega začetka ali pa da se sploh poznata. Kako se združita njuni deli v knjigi, je možno na več načinov. V dobrih slikanicah nam ilustracije povedo ravno toliko kot besedilo, nagovarjajo tako odrasle kot otroke. Vsak ilustrator skrbno načrtuje dramaturgijo ilustrirane knjige ali slikanice. Skozi raziskovanja in pogovori z uredništvom ter na koncu z besedilom in oblikovanjem se ustvari neka taka čvrsta celota. 12 mesecev slikanica Marije Lucije Stupica s pesmimi Andreja Rozmana Roze nas tako osupne z izbrano barvno skalo in celostranskimi naslikanimi pokrajinami v svojevrstnih raznolikih atmosferah, v katere lahko dolgo zremo in opazujemo, kaj počnejo ljudje v posameznih mesecih. Hana Stupica pa nas v slikanici Anje Štefan z naslovom Zajčkova hišica preseneti, ko naslika prizore tako, da dobesedno prodirajo skozi naslikane liste papirja, s kostumografijo in mnogo detajli. Naj omenim še dve prevedeni knjigi. In sicer knjigo avstrijskega pisatelja Heinza Janiša Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena z ilustracijami Maje Kastelic, ki mojstrsko izriše prostore dogajanja in jasno ustvari 3 nivoje zgodbe v različnih barvnih skalah in velikostih kadrov
ter s povečanimi celostranskimi ali dvostranskimi pravljičnimi prizori iz pravljic Hansa Christiana Andersena, v katere umesti tudi deklico in Hansa kot opazovalca. Dava Pilkija in njegove knjige o kapitanu Gatniku in pasjemu možu že dobro poznamo. Pilkijevi stripi so narisani s poenostavljeno risbo, s preprostim kadriranjem in liki. Navduši z duhovitim scenarijem, ki se mu tovrstna risba odlično poda in zagotovo bo marsikaterega otroka spodbudila k ustvarjanju stripov. Ilustrirane knjige, slikanice in stripi mlade bralce spodbujajo k branju, s tem odkrivanju sveta in ustvarjanju, k prijetnemu druženju ob skupnem branju in prvim bralnim korakom.